Kaj storiti z mislijo, da je mnogo zamujenega, da smo prestari za svoje poklicne želje in da spremembe v karieri niso več smiselne? Tudi v zrelem obdobju kariere umeščamo ga v čas med 20 in 40 leti delovnih izkušenj, je smiselno načrtovati karierne spremembe, a hkrati že razmišljati o izzivih novega položaja v iztekajoči se karieri, pa tudi o načinu življenja po upokojitvi. Zrelo obdobje je lahko ugoden čas za razvoj kariere, čeprav na videz že usihajo delovne moči. Bogate izkušnje pridobljene skozi mnoga leta lahko učinkovito in zadovoljivo nadomestijo zmanjšan nivo zmožnosti. Zrelo obdobje kariere vsebuje nekaj velikih in pogosto nepričakovanih novosti, ki opazno vplivajo na delovno motivacijo. Na primer, posameznika precej zaposluje vzpostavljanje pravega odnosa z lastnimi odraslimi otroki. Pojavlja se negotovost zaradi vse bolj očitnih sprememb v telesnem in mentalnem delovanju, kot tudi v družbenih vlogah. Precej več časa je potrebno posvetiti spopadanju s slabšim zdravjem in sposobnostmi. Nekateri se nepripravljeni znajdejo v situaciji, ki pomeni tudi usihanje ekonomskega statusa in moči. Potreben bo načrten napor, da bi kakovostno premagali prve znanilce staranja. Premagati je potrebno vse bolj očitno skrb zrelega obdobja kariere, kako razvijati svojo delovno identiteto in samospoštovanje ob upokojitvi, pa tudi kasneje, ko bomo brez vloge polno zaposlenega človeka. Na to moramo misliti zdaj, ob vstopu v zrelo obdobje kariere. Skupaj se sprehodimo skozi nekatere glavne značilnosti tega obdobja. Življenjske zgodbe dobitnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije, ki vam jih tokrat predstavljamo, so odlični primeri učenja. To učenje je bilo povezano z večjimi spremembami v karieri, četudi so te spremembe nastale v zrelem obdobju ali celo ob njegovem izteku. Poglejmo si najprej Milenino karierno pot. Početi, kar drugi pričakujejo od tebe, ali tisto, kar si sam želiš. Mileni Miklavčič okoliščine niso dovolile, da bi po končani gimnaziji pridobila tudi visoko izobrazbo. Svojo izjemno veliko željo po izobraževanju in učenju je tako uresničila s samoizobraževanjem. Na ta način je laže uskladila obveznosti doma in v službi. Zaposlena je namreč v banki v Žireh. Izpopolnjevala je znanje na različnih ravneh, vedno pa v tesni povezavi z njenim delom na radiju in pisanjem za časopis, pa tudi v tesni povezavi z življenjem tamkajšnjih ljudi. Opravila je tečaje iz kreativnega pisanja, svojo izgovarjavo je izpopolnjevala pri Ajdi Kalan na Radiu Slovenija. Na začetku se je učila tudi s poslušanjem znanih televizijskih in radijskih voditeljev, vendar je kmalu osvojila svoj slog, katerega poglavitna značilnost je, da je vsakokrat svež in drugačen. Začela je s pravljicami, te so ji kmalu začeli objavljati na Radiu Sora. Brala jih je sama in zaradi njene imenitne interpretacije so jo kmalu povabili za urednico otroškega programa. Mama je sedla na gugalnik in stisnila k sebi Tanjo in Blaža.
Danes bi vama rada zaupala skrivnost, je počasi spregovorila in ju pri tem ljubeče gledala. Skrivnost, je vzkliknil Blaž. Tani so se zasvetile oči. Skrivnost, praviš, da se v tej hiši nekaj dogaja, jaz pa ne vem za to, je užaljeno povesila nos. Mama je prekimala. Potem si je položila roki na trebuh in zašepetala. To notri je skrivnost. Ne vem, morda bo deček ali deklica. Pomembna značilnost obdobja je, da nas okoliščine silijo v revizijo doslej narejenega. Soočati se moramo z dilemo, kako oceniti in ravnati z neizpolnjenimi željami, vizijami, cilji, našimi pričakovanji. Postavlja se tudi vprašanje, kaj lahko rečemo o svoji karieri. Je bila uspešna ali ne? Smo osebno izpolnjeni ali ne? Spremeni se tudi doživljanje in to nas lahko tudi prestraši. Vse bolj se soočamo z nezaželenimi občutki staranja, starosti. Včasih pa občutimo tudi strah, da nas bodo mlajši sodelavci ali mlajši kolegi prehiteli. Kako opraviti s temi dilemami? Vstop v zrelo obdobje kariere pri posamezniku prinaša nekatere kakovostne spremembe. Od prej bolj poudarjenega ukvarjanja samim seboj in lastnim položajem k večji odgovornosti za skupno dobro sodelavcev, s katerimi dela. V tem obdobju se namreč posebej močno razvija potreba po vlogi mentorja. To pa pomeni tudi potreba po posredovanju izkušenj, svojih bogatih izkušenj mlajšim. Poglejmo, kaj je v zvezi s tem naredil Janez. Lepoti je svoje ustvarjalne moči zapisal tudi Janez Mrak, podjetnik iz Medvod, oblikovalec pohištva, ki se izraža skozi les. V prvotnem delovnem okolju ni nihče razumel njegove želje po napredku. Izobraževal se je na lastne stroške in z odliko končal večerno srednjo lesarsko šolo v Ljubljani. Potem je odprl lastno podjetje, v katerem je bil sprva edini zaposleni, a ustvarjalnost je bila kronana z uspehi. Obseg dela je rasel, lahko je zaposlil najprej ženo, zdaj pa omogoča zaslužek še 13 domačinom. Kadar smo v karieri izpolnjeni, bomo široko odprti za prenašanje svojih izkušenj in znanj drugim. S širitvijo podjetja so se pojavile tudi nove potrebe po izobraževanju. Opraviti je bilo treba tečaje iz požarne varnosti in varstva pri delu, vodenja poslovnih knjig in novostih v zakonodaji, pridobiti znanje računalništva in licenco za vožnjo tovornih vozil. Ker je delovna vozil iz tujine, je moral tam opravljati tudi tečaj za delo z njimi, kar je terjalo nova jezikovna znanja. Ta je potreboval tudi za uspešen prodor na tuje trge. Izpopolnjevanje je bilo potrebno tudi za delo z lesom, ki je lepa, a občutljiva surovina. Tako se je Janez Mrak učil površinske obdelave lesa in spoznaval kemično sestavo lakov. Čedalje zahtevnejše naloge, povezane z vodenjem, so botrovale odločitvi za vpis v večerno šolo podjetništva. Podjetje gospoda Mraka je učna delavnica, v kateri je